Medijstvo z Marijo Verdinek. Živjo, moje ime je Marija in sem medij. In danes zate odgovarjam na prve 4 najpogostejša vprašanja o individualnem medijstvu. No, pa začnimo. Ali lahko resnično komuniciraš z dušami preminulih? Ja, resnično lahko komuniciram z dušami preminulih in hvaležna sem, da mi je ta dar, ta sposobnost ostala skozi moje odraščanje. V resnici lahko komunicira čisto vsak, le odvisno je od nas samih, koliko smo pripravljeni delati na tem, koliko se odpremo, koliko predelujemo vse tisto, kar sicer našo energijo obremenjuje. Moja pot medijstva se je začela pred 10 leti, ko je z izgubo moje stare mame prišla od nje ta informacija, da v resnici se pogovarjam z dušami preminulih, ne samo z njo, ampak z vsemi drugimi, tudi tistimi, ki jih do sedaj oziroma ki jih nikoli nisem poznala. Takrat, ko je odšla, sem to začela raziskovati, se učiti, raziskovati predvsem znotraj sebe in prišla sem do spoznanja, da sem pravzaprav to delala tudi skozi celotno otroštvo, vendar tega nisem znala povezati, nisem razumela kot komunikacija z dušami. Jaz sem mislila, da se pač pogovarjam sama s seboj, potem sem pa spoznala, da v resnici to ni komunikacija. In ko sem začela delati s strankami, se je to zares izkazalo, da se v času komuniciranja, v času predanja sporočil res prepustim, da mojo energijo, moje telo na nek način zasedajo duše, da lahko predajo svojim bližnjim tisto, kar jim imajo za sporočiti. Kako poteka individualno srečanje z medijem? Pri meni individualno medijstvo poteka na način, da prideš k meni v klepetalnico, to je ta prostor, ki ga vidiš, nekoliko na ozko pa vendarle. Na začetku, na kratko se malo pogovoriva, zato da se sprostiš, da zadihaš, da začutiš prostor, da se tvoja energija pripravi, potem ti naredim kratek uvod, kako to poteka, kakšne informacije potrebujem od tebe, na kakšen način ti bom predajala informacije, kaj to pomeni, in potem sledi moj umik, moj tihi čas, da se povežem in začnem predajati tisto, kar vidim, slišim, čutim, kakorkoli prejmem in ti je namenjeno. Lahko postaviš tudi kakšno vprašanja, če duše odgovorijo, ti odgovor predam, če odgovora ni, ga ni. Ali lahko stopiš v stik z določeno osebo, ki je umrla? Ja, lahko stopim z določeno osebo, ukolikor seveda se duša udejstvuje v našem pogovoru oziroma je voljna pristopiti. Načeloma je tako. Človek, ki pride na medijstvo, je poslan, je usmerjen. Nekaj dobiš, ali neko notranjo silo, ki te požene v raziskovanje, v iskanje tega, v stik, v to, da najdeš tisto pravo osebo, ki jo začutiš, kateri greš. Lahko se ti pripelje neka objava, neka informacija, skratka lahko ti nekdo pove. Nekaj se zgodi v ozadju in to običajno vedno sprožijo oni. Duše, ki želijo, da od njih nekaj prejmeš. In v večini primerov se vedno zgodi, da imamo sodelovanje točno tistih, katere si želimo slišati. Ne bom rekla, da je v 100% tako, se kdaj zgodijo z različnimi razlogi, tudi drugačne situacije, pa vendar je teh res malo. Kako vem, da sporočila dejansko prihajajo od mojega pokojnega bližnjega? Skozi celotno medijstvo se v resnici skozi izražanje, skozi besede, stavke, stvari, ki jih opisujem, pripovedujem, jasno, bolj ali manj jasno pokaže, da je na drugi strani res tista oseba, za katero misliš oziroma si želimo, da je. Velikokrat se zgodi, da govorijo o stvarih, ki jih jaz zagotovo ne morem vedeti, bodisi iz tvojega, bodisi iz vašega skupnega življenja, skratka informacij, ki jih jaz ne morem imeti, jih predajo. Včasih se zgodi, da dajo tudi zelo specifične informacije, od nekih datumov, imen, specifičnih stvari, skratka opisov. Lahko se zgodi, da zelo natančno opišejo svoj odhod. Skratka, preko mnogih, jaz raje pravim,
malenkosti skozi celotno medijstvo, potem sestavite in veste, da so res oni. Se pa velikokrat zgodi tudi to, da v samem procesu ne vemo natančno, zakaj je bila neka informacija, kaj točno pomeni, ampak se zgodijo spoznanja skozi čas. Mnogo strank mi je, in sem hvaležna za te informacije, sporočilo tudi mesece po medijstvih, kaj točno se je zgodilo, da se je zgodilo točno takrat, ko je neka duša o nekem datumu govorila, pa tukaj sploh nismo znali nikamor umestiti. Skratka, ko predajam sporočila, v resnici ne vem, za kakšno časovnico gre. Torej, a govorim o preteklosti, govorim o sedanjosti ali govorim o prihodnosti. In ja, včasih celo napovejo nek košček prihodnosti, ampak ne vemo. In je v resnici dobro, da ne. Ampak čez čas, ko vse sestavite, vam je res, res jasno, da so bili oni. Medijstvo z Marijo Verdinek.